uporabnost, prostornost, varnost, nizka poraba. Potem smo običajno doslej poznali Toyotine modele. Ampak danes Toyotini šefi veliko govorijo tudi o odličnih voznih lastnostih, celo o čustvenem nakupu. In rezultat je takšen avto, torej 4. generacija Yarisa, ki je skupaj z zimskim mrazom pripeljala tudi v Slovenijo. Yaris je avto za Evropo, torej oblikovanje po okusu evropskega kupca. Ampak čeprav smo ta avto doslej poznali kot majhnega prostorneža, Japonci pravijo, da je danes bolj kot kdajkoli za evropskega kupca pomemben imidž. In to še posebej velja za Yarisov razred, kjer so čustva celo najpomembnejši nakupni faktor. Yaris bo pri nas na voljo z 2 bencinskima motorjema ali kot hibrid. Bencinska trivaljnika imata lahko liter ali liter in pol delovne prostornine, pri hibridnem sklopu pa 1,5 litrski trivaljnik sodeluje z elektromotorjem. Veliko poudarka je predvsem na novem hibridnem pogonu, kateremu pri Toyoti napovedujejo porabo 3,7 litra na 100 km in precej manj značilnega CVT elastičnega zaganjanja. Hibridi so že doslej predstavljali približno polovico slovenskih Yarisov in predvidevamo, da se bo ta številka v prihodnje le še povečevala. Emisije hibrida so namreč približno za tretjino nižje kot pri klasični bencinski različici. In vemo, da bodo prav emisije CO2 glavni temelj nove obdavčitve motornih vozil v Sloveniji. Notranjost Yarisa je nova, no kar pa že poznamo iz ostalih Toyotinih modelov, pa je tale osrednji zaslon na dotik, ki ima nekoliko več fizičnih tipk od ostalih primerljivih modelov. No, dobrodošla novost je tudi, da ga lahko odslej povežemo s sistemom Android Auto in pa Apple CarPlay. Na področju asistenčnih sistemov sta pomembni novosti predvsem adaptivni tempomat, ki zna avto v koloni tudi sam zaustaviti, ter sistem Lane Centering, torej sistem, ki s stalnimi drobnimi popravki volana pomaga ohranjati sredino voznega pasu. Predvsem naprednejši asistenčni sistemi v primerjavi s predhodnikom poskrbijo za podražitev tega vozila za približno dobrih 1000 evrov. Cena novega Yarisa se torej prične pri 13 950 evrih. No, če boste želeli hibridni pogon, pa boste morali zanj odšteti vsaj 17 650 evrov. No, Yaris s hibridnim pogonom, ki torej prinaša seveda tudi brezstopenjski samodejni menjalnik in pa vsemi asistenčnimi sistemi, za katere boste morali poseči nekoliko nivojev opreme višje, pa bo stal 22 550 evrov. Kako dobro se novi Yaris pelje, vam seveda sporočimo, ko opravimo test. Do tedaj pa si lahko na kanalu Avtomobilnosti ogledate tudi, kaj so nam povedali Toyotini strokovnjaki ob prvi vožnji v Bruslju, opcijo za športne navdušence pa predstavlja rally različica Yarisa z oznako GR.